Morda bi bilo na mestu, da se odbor za kulturo preimenuje v odbor za nekulturo, saj smo bili poslanki in poslanci SDS, državna sekretarka in direktor UKOM-a strani opozicijskih poslancev deležni žaljivk in poniževanj, na kar predsednica odbora Violeta Tomić ni reagirala. Preden grem na temo, naj povem, da ostro obsojam dogajanje na včerajšnji seji odbora za kulturo in ker o tem ne boste prebrali v poročilu, je prav, da nekaj izjav povzamem. Predsednica je dejala, da direktor UKOM-a utruja odbor, ko je govoril o kršitvah STA in dvojnem financiranju prispevkov in razlogih, da še ni prišlo do izplačila sredstev. Dejala je, da zmerjamo novinarje in živimo v svojem svetu. Nataša Sukič je dejala, da uvajamo verbalni delikt, da smo sekta, da smo v komori, da smo sekta, je ponovila večkrat in za njo še nekateri drugi razpravljalci. Govorila je, da jih želimo teptati, da gojimo religiozna čustva do predsednika naše stranke in da je naša vera edina pravilna. Na protestih, kot veste, je videla madžarske policiste, morda je to omogoča oprema, ki jo ima za komuniciranje s svojo pokojno mamo, v čemer je bil pripravljen prispevek na Svetu 24 in v reviji za paranormalne pojave misterij. Samo povzemam, kar se da prebrati na spletu. Lidija Divjak-Mernik je direktorju Urbaniji govorila, da je nihče, da je aparatčik in podobne zadeve. Marko Bandelj je državni sekretarki dejal, da ni kompetentna, ker nikoli ni delala v privatnem sektorju in da ni strokovna. Novinar je Nove 24 TV označeval za pisce vaških oglasov. Prav tako je bil žaljiv Franc Trček, ki je razlagal, da nimamo pravne države, ampak državo, ki je ujetnica sekte, da ne znamo logično razmišljati, da imamo kratkoročni in srednjeročni spomin slabši od zlate ribice. Spraševal nas je, ali si upamo v javnosti z vrečko na glavi obešati perilo. Dejal je, da bo zaradi delovanja te vlade in vladne koalicije očitno moralo priti do tako imenovanega angleškega scenarija, kjer so zabodli poslanko, kar bi lahko razumeli kot prikriti poziv k takemu dejanju. Potem, ko je predsednica sredi predstavljanja stališč in odgovarjanja na očitke odvzela besedo direktorju UKOM-a Urošu Urbaniji, je le ta odšel. Nato pa so ga obtoževali, da se je pobegnil. Nobenega smisla ni imelo, da je še tam, če ni smel odgovoriti na pavšalne očitke in obtožbe, ki so jih predlagatelji zapisali v zahtevo za sklic seje. Neprimernih oznak in žaljivk je bil deležen tudi vodja poslanske skupine SMC. V poslanski skupini SDS ostro protestiramo proti takemu načinu komunikacije. Očitno so pri opozicijskih poslancih popustile vse zavore in je odšlo v pozabo, kar so se naučili o primernem obnašanju. Zaradi tega smo že večkrat protestirali pri predsedniku državnega zbora, a je situacija vsakič slabša in hujša. Prvič sem bila izvoljena leta 2004 in česa takega ne pomnim. S poslanci Levice v državnem zboru se je nivo komunikacije spustil na najnižji možni nivo, kljub sprejemu etničnega kodeksa. V poslanski skupini SDS bomo zato razmislili, ali bomo v bodoče še sodelovali na tako nekulturnem odboru, kot je bil včerajšnji odbor za kulturo. Sedaj pa k temi STA. Jasno je potrebno povedati, da bi bile težave s financiranjem STA že zdavnaj rešene, če bi to želel njen, zdaj že bivši direktor Veselinovič. Direktor Bojan Veselinovič na plečih zaposlenih na STA uveljavlja svojo voljo in nasprotovanje vladi, ki mu očitno ni všeč. V zadnjem letu je bilo kar nekaj priložnosti, da se spor reši in razčisti, ali je prihajalo do dvojnega financiranja, ali se je sofinanciralo druge medije, naprimer Dnevnik in podobno, a direktor Veselinovič tega ni želel. Financiranje javne službe Slovenske tiskovne agencije ureja 20. člen Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, podrobneje pa uredba o upravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, s katero je vlada uredila določena vprašanja, ki so se tekom izvrševanja javne službe STA v preteklosti izkazala za nedorečene oziroma so bila predmet različnih interpretacij pogodbenih strank. O tem smo se večkrat pogovarjali na različnih sejah, ko smo obravnavali to tematiko.
Čeprav je vsa leta doslej na podlagi zakona STA potekalo zagotavljanje sredstev za delo STA tako, da je bila sklenjena pogodba z UKOM, se je v zadnjem letu izpostavljalo, da UKOM ni tisti, ki lahko od direktorja STA karkoli zahteva, da UKOM ni vlada in zato STA z UKOM nima nobenega odnosa in podobno. Zato je vlada uredbo izdala z namenom, da zagotovi izrecno pravno podlago oziroma pooblastilo Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za izplačilo sredstev iz naslova upravljanja javne službe STA. To pravno podlago je v preteklih letih, kot sem že povedala, predstavljala vsakokratna letna pogodba med UKOM in STA, vendar pa STA kljub številnim pozivom UKOM-a ni izrazila interesa za sklenitev pogodbe za leto 2021. V skladu s 4. členom uredbe skleneta STA in vlada letno pogodbo na podlagi podatkov, izkazanih v letnem poslovnem načrtu STA. Za pripravo, podpis in izvajanje pogodbe je pooblaščen direktor UKOM-a. STA 3-mesečno poroča UKOM-u o izvajanju poslovnega načrta. V letni pogodbi določena letna višina nadomestila za javno službo se izplačuje mesečno, glede na opravljen obseg storitev javne službe v preteklem mesecu. Listini, ki je podlaga za mesečno izplačilo, mora biti priloženo poročilo o opravljenem obsegu javne storitve javne službe v posameznem mesecu, skladno s podatki o posameznih vsebinah javne službe iz 4. člena zakona o STA. STA oziroma direktor Veselinovič je vložil tožbo za odpravo uredbe in predlog za njeno zadržanje. Upravno sodišče je izvrševanje uredbe zadržalo, kar je ustavilo reševanje problema. Kasneje je Vrhovno sodišče odpravilo začasno zadržanje uredbe in povedalo, da bi se z izvrševanjem uredbe položaj stranke, torej STA, lahko kvečjemu izboljšal, saj ne bi tožena stranka, torej vlada, na njeni podlagi tožeči stranki STA-ju, vendarle začela izplačevati nadomestila za opravljeno javno službo v letu 2021. Vrhovno sodišče je povedalo tudi, da uredba predstavlja pravni akt, ki prispeva k razjasnitvi odprtih vprašanj med UKOM in STA, ki so se sicer urejala z vsakokratno pogodbo o izvajanju javne službe. UKOM kot skrbnik proračunske postavke STA je v preteklem letu ugotovil vrsto napak pri izvajanju javne službe, ki jo mora upravljati STA. Javni in tržni delež nista bila jasno ločena, dvojno se je zaračunavalo iste storitve, enkrat jo je plačala država, nato še uporabniki, odtekala so sredstva iz STA v druge medije, naprimer Dnevnik, pri katerem je bil direktor Veselinovič nekoč zaposlen, zaračunavanje novic in povzetkov ter fotografij, ki bi morale biti za uporabnike brezplačni, postavljene so bile nesorazmerne cene, ko so za en odstavek zaračunali 16 evrov, za 3 ali 4 odstavke pa 13 evrov. Zakon o STA govori o zagotavljanju primernega financiranja. Kako pa ugotoviš, kaj je primerno financiranje? Da pogledaš, kaj se dela oziroma kaj se je naredilo v preteklosti. Primerno financiranje se doreče s pogodbo, ki opredeljuje tudi način financiranja. Opozicija namreč pravi, da naj bi to naredili kar na podlagi poslovnega načrta STA. In če bi napisali v poslovni načrt, da naenkrat potrebujejo 10 milijonov evrov, ne več samo 2, bi morali to kar plačati, zato ker so oni tako rekli? Ne, treba je pogledati, kaj delajo za ta denar. Mimogrede, STA v poslovnem načrtu navaja, da naj bi bilo iz plana 2021 razvidno, da potrebuje za delovanje javne službe najmanj znesek na ravni 2020, to je 2,28 milijona evrov. Naj spomnim, da je bil na tako nedorečenem načrtu podpisana pogodba tudi za leto 2020 in že čez en mesec podpisan aneks, s katerim so se sredstva za 100 000 evrov povišala. Opozicija predlaga, da se razmerje uredi brez pogodbe, ker je bilo to sprejeto v PKP7. Kako naj se torej določi višino financiranja? Kdaj in koliko se nakazuje? Kaj se upošteva kot izhodišče? Kako se bo zagotovilo, da se bo financirala javna služba? Kako se bo kontroliralo, ali se javna služba izvaja skladno z zakonom? Na vse to pa ni odgovorov. UKOM ne more nekaj financirati brez jasnih pravil, saj bi sicer kršil zakon o javnih financah. Kot neposredni proračunski uporabnik, ki mora sredstvi, ki jih ima na svojem kontu, ravnati zakonito, namensko, odgovorno in gospodarno. Zakon o javnih financah določa, da mora imeti vsak izdatek iz proračuna za podlago verodostojno knjigovodsko listino
s katero se izkazuje obveznost, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, pred izplačilom pa je treba preveriti pravni temelj in višino obveznosti. Zato v poslanski skupini SDS na seji odbora nismo podprli predloga priporočila v zvezi z načrtnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA strani vlade RS, kar so zapisali predlagatelji, saj ocenjujemo, da ne gre za izčrpavanje, pač pa skrb, da se proračunska sredstva trošijo skladno z zakonom in izvajanjem javne službe. Noben lastnik podjetja ne bi plačeval storitve, ne da bi preveril, ali je delo dejansko izvedeno korektno, v rokih in v celoti.